Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes bomo obdelali vroči IT, dogaja se tehnološka disrupcija številnih panog, imamo fintech, agrotech, edtech, realtech, insurtech, cloudtech in tako dalje, ki disruptirajo in digitalizirajo tradicionalna podjetja. Torej, danes bo naš fokus na naložbah, ki lahko ne le tehnološko obogatijo naša življenja, pač pa tudi našo denarnico, če seveda pametno investiramo. Moram priznati, da mi je IT panoga zelo všeč, tako kot številnim vlagateljem po svetu. Dejansko lahko rečemo, da je korona odprla oči in pokazala, kaj vse tehnološko zmoremo. Verjamem, da bomo čez nekaj desetletij leteli na Luno na dopust, se z avtopilotom vozili v službo, 3D tiskali karkoli, da obstaja celo potencial, da bodo digitalne slike in obleke postale enako vredne kot fizične. In vse bolj se bomo zanašali seveda tudi na umetno inteligenco. Skratka, verjamem, da bomo živeli v še bolj digitaliziranem svetu, kot živimo sedaj. Ali je to dobro ali slabo za naše duševno stanje, bomo obdelali kdaj drugič. V tokratni epizodi pa bomo pogledali, kje so priložnosti za vlagatelje v IT panogi. Pogovarjala se bom z Alešem Grbičem, upravljalcem premoženja IT sklada v družbi za upravljanje Sava Infond, ki je tudi eden najbolj donosnih v zadnjih 10 letih pri nas. Zdravo, Aleš. Zdravo, Marja, pozdravljena. Kako si? Je super, ker sem s kolesom lahko šel zjutraj v službo, ravno nehalo deževati in sem lahko šel s kolesom v službo, kar pomeni, da je super začetek delovnega dneva. Si še mogoče z električnim kolesom, če že govorimo o tehnologiji? Pa zaenkrat še lahko na noge, ne? In tudi mislim, da dokler bom lahko, bom na noge, ne bom elektrika. Čeprav električni so pa zelo, zelo priporočljivi za pare, ne? Ker ženske ne bova šla v to. To pa ne boš z mano debatiral na tak način. Deva najprej takoj na začetku povedati, da pretekle donosnosti niso garancija za prihodnje, ampak vsem deva najprej obdelati malce številke. Letošnje leto ni bilo zmagovalno za IT panogo, tako kot v zadnjih nekaj letih, čeprav panoga vseeno tudi letos za dobri 2 odstotni točki je prehitela globalni indeks MSCI World, katerega vrednost se je do 12. oktobra, torej do včeraj, okrepila za 12,4%. In če pogledamo donosnosti družine panožnih indeksov, ki izhajajo iz tega globalnega indeksa MSCI World oziroma MSCI, je trenutno IT panoga uvrščena na 4. mesto s 14,8 odstotno donosnostjo. Pred njo je letos zmagovalna energetska panoga, kar 39 odstotna donosnost, sledi finančna panoga, 24 odstotna donosnost in komunikacijske storitve 15,4 odstotke. Tu velja seveda poudariti, da so danes med največjimi delniškimi utežmi te panoge, torej te komunikacijskih storitev, ravno družbe Alphabet, pa Facebook in Netflix. Vse te so bile do pred kratkim, se pravi do pred 3 leti, tudi del tega IT panoge oziroma del tega indeksa. Na to se je ta globalna klasifikacija nekoliko spremenila, ampak pustimo zdaj to ob stran. Kakorkoli, globalno gledano so vse te panoge letos vlagateljem prinesle lepe dvomestne donosnosti, energija, kot rečeno, 40 odstotno donosnost, vse tudi če izrazimo v evrih, čeprav so vsi ti kazalniki preračuni v dolarjih. Kaj se torej dogaja v IT panogi? Izmanjkuje raketnega goriva ali ima zgolj kratek predah? Vemo tudi, da korona kriza je dala IT panogi nek pospešek, recimo temu tako. Cel kup podjetij je nekako naplavilo, od Zooma, Asane, Slacka, Snowflakea in tako dalje. Vse te ponujajo seveda rešitve za delo nadaljavo oziroma so del infrastrukture v oblaku. Kaj zdaj, ali je vpliv korona krize popustil? Ja, za pričakovati je bilo, oziroma najprej moramo povedati, da tile vplivi korona krize so rahlo oslabeli, ampak so dali, tako si lepo povedala, v celem tem uvodu, zagon marsikateremu IT podjetju. Predvsem tu je potrebno izpostaviti ta podjetja, ki delujejo s pripomočki za delo od doma, Zoom,
tudi Microsoft, ki ima lovke vse posod, kot bomo videli kasneje. Potem tudi podjetja, ki nudijo poslovne rešitve v oblaku, tako za posameznike kot podjetja, in tudi spletna plačila, recimo najbolj so nam poznani PayPal, Square, tudi Adyen, spletne trgovine, vsi poznamo Amazon, Shopify, Mercado Libre, Zalando, tudi kibernetska varnost. In tudi nenazadnje, zdaj smo videli manijo na področju polprevodnikov, kot so zmagovalce, imamo tukaj AMD, Nvidia, Taiwan Semiconductors, Analog Devices in podobni. In tu moramo omeniti vseeno, da so določena industrija je bila navajena poslovati brez zalog. Na področju polprevodnikov je prišlo pač do povišanega povpraševanja iz drugih industrij in tako je avtomobilska industrija ostala v čakalni vrsti daleč zadaj in zato so morali pred kratkim tudi ustaviti določene tovarne, ker niso imeli oziroma proizvodnje niso imeli zalog čipov. In verjamem, da verjetno zdaj več ne bodo poslovali just in time, ampak bodo želeli imeti tudi določeno zalogo. Potem bi lahko tudi rekli še, glavnem, to je tisto ključno. Potem smo tudi lani, bi bilo potrebno osvetliti tudi ta trade iz growth v value in nazaj iz value v growth in potem spet iz growth v value. Dejansko je obrestna mera oziroma pričakovanja o obrestni meri so tista, ki delno, ampak najbolj negativna korelacija je tukaj z obrestno mero oziroma rast obrestne mere, potem padajo growth delnice, predvsem IT, ker če pogledamo, če diskontiramo bodoče denarne tokove, je sigurno pomembno, ali imaš ali uporabljaš za netvegano obrestno mero 0,6% ali 1,6%, kar pomeni, da pač imamo višjo zahtevano donosnost ob višji obrestni meri. Ampak ne glede na vse, verjamem, da ima IT panoga svetlo prihodnost na srednji in dolgi rok in vrednotenja včasih grejo določene ekstreme, ampak tisti, ki investirajo na dolgih rokih, to ne moti. Eno vprašanje oziroma podvprašanje. Imamo kar nekaj poslušalcev, ki so na začetku svoje investicijske oziroma investitorske poti, pa mogoče, če lahko čisto na kratko pojasniš razliko med growth pa value investingom, kar si omenil. Okay. Da smo malo skakali. Ja, gre za dva sloga investiranja. Value slog je blizu Warrenu Buffettu, kar pomeni, da value pomeni, da kupujemo nekaj, kar je podcenjeno, običajno lahko imamo tudi kvaliteto znotraj value, ker so delnice oziroma podjetja nizko zadolžena, imajo super prosti denarni tok, ne potrebujejo veliko investicij. In to so običajno podjetja v zrelih industrijah in tudi, ki ne dosegajo neke višje stopnje rasti. Potem pa imamo growth segment investiranja, za katerega je značilno, da ima nadpovprečne stopnje rasti vsaj 10 ali več, tudi 20-30% rasti prihodkov na leto. Za njih je tudi značilno, da v začetnih fazah poslovanja poslujejo manj profitabilno, imajo nizke marže iz poslovanja. Z obsegom poslovanja, z rastjo obsega poslovanja se te marže povišujejo, običajno dodajajo še zraven dodatne storitve ali produkte, ki jim še povišujejo marže in potem se kar naenkrat zgodi, da postanejo visoko profitabilna podjetja, ki pač pred časom niso bila in običajno jih tudi spremlja zelo, zelo močna rast delnice. Zdaj sva omenjala, da so pač bili lepi donosi, dvomestni donosi in zdi se mi pa vseeno, da vlagatelje te dvomestni donosi nekako ne potešijo, postali so v bistvu zelo, zelo požrešni in mogoče tudi razvajeni od vseh teh donosov, ki jih imamo v zadnjem desetletju. Ravno včeraj ali predvčerajšnjem sem objavila na TikToku en kratek video, ker sem omenila, da je povprečna letna donosnost zadnjih 50 let bila 8%,
kar je v bistvu lepa donosnost, ne, če pogledava, ampak niso bili zadovoljni. Pravijo, da to lahko zaslužijo v kripto v enem dnevu, a ne, tako da mogoče tvoje mnenje o tem dojemanju teh donosnosti, ker tudi neverjetne donosnosti imamo posameznih IT podjetij, kot si omenil, so valuacije nekaterih podjetij poblaznele. Ja, to je res. Najprej da povemo, res 8% je tisti donos, kateremu res raje sledimo. Takrat, ko ste ostali pohlepni, bodimo mi ravno obratna čustva. Vklopimo razum, zavedamo se letošnji donosi so takšni, ki si vlagatelji lahko samo želijo in so skoraj neponovljivi, verjetno so neponovljivi. Na drugi strani pa imamo kriptosvet, kjer moramo vedeti, da lahko izgubimo vse. In če gledaš tveganju prilagojen donos, če bi izračunali, to bi bilo neka prava mera, kjer lahko realno primerjamo donose. V kriptosvetu sigurno so možnosti za izjemne zaslužke, ampak pomembno je tudi, kdaj vstopiš in kdaj izstopiš. Če nikoli ne izstopiš, imaš težavo. Ravno to se mi zdi, da je problem pri večini kripto vlagateljih, da ravno ne izstopijo, ker nekako pričakuje, da bo to raslo v nedogled. Nikoli še do zdaj v bistvu niti niso bili pravzaprav razočarani. Ne? Ampak se bova v kriptu potem malce več povedala. Prej si omenil, da od pretrgane dobavne verige, pa se dejva najprej tukaj ustaviti, ker to se mi zdi kar zanimiva zadeva. Ravno včeraj sem bila na vezi z enim IT podjetnikom, ki mimogrede tudi eden izmed najbogatejših Slovencev, in mi je dejal, da ima totalno štalo za dobavo materialov. To verjetno čutijo praktično vsa podjetja po celem svetu, še zlasti IT podjetja. In v bistvu zdi se mi, da je še dodatno alarmantna situacija na Kitajskem. Sicer kitajska partija že čisti neke ekscese, ampak se začenjajo dogajati neki novi ekscesi in sicer želijo nekako prevzeti oziroma priključiti Tajvan Kitajski, kar ustvarja dodatne napetosti. Za Tajvan pa moramo povedati, da je v bistvu proizvajalec več kot polovice svetovne proizvodnje, polprevodnikov, ki si jih prej omenil. Kaj to pomeni za IT panogo in kako bo to vplivalo na razmerje moči v IT panogi? Ja, tu moramo omeniti podjetje Taiwan Semiconductors, ki je eno vodilnih. Poleg, da se lahko povemo, da vladar v sektorju polprevodnikov je ASML, nizozemsko podjetje ASML, katerega tehnologijo kupujejo vsi glavni proizvajalci polprevodnikov, med njimi tudi Taiwan Semiconductors, Nvidia. In Taiwan Semiconductors je sigurno zelo nerodno bi bilo, če bi imeli izpad dobave tega podjetja, ki med drugim dobavlja tudi Apple svoje polprevodnike. Upam, da bo prišlo do kompromisa, da pač Kitajska se ne bo polastila teh podjetij brez nekega dogovora in da bo tudi dobavne verige, da ne bi bile motene po svetu. Ker dejansko smo tudi videli, se ni samo pri IT podjetjih, na IT področju dobavna veriga motena, imamo na večjih podjetjih, ampak domnevam na večjih segmentih, pa na večjih sektorjih. In najverjetnejši razlog je da imamo določene manjše strukturne težavice, ampak najbolj pa so ti lockdowni lani pomladi, ki so se tudi zavlekli pri določenih državah v poletje. In ko podjetja zaustavijo proizvodnjo in tudi zaloge njihovih kupcev jih ni, ne? In potem, ko se vse zažene na novo, pride do težav pri dobavi. In še posebej, če so kupci zelo nervozni in tudi pripravljeni plačati precej več, kot so prej plačevali za enak produkt, in dejansko zmanjka produkta. Na srednji rok se te stvari uravnotežijo. Bodi si pride do tega, da pride dodatna ponudba na trg, ali pa pride ali pa začnejo podjetja uporabljati kakšne substitute in torej nadomestne proizvode od drugih dobaviteljev. In tako tudi verjamem tukaj, da se
da se bo zgodilo to, ampak je vseeno potrebno nekje 2 leti, tudi pri polprevodnikih, da lahko povečajo kapacitete. In sigurno je tudi, gre za ameriška podjetja, se zavedajo, da morajo biti neodvisna, enako Kitajska, ne? In tu gre za tekmo, ki je med 2 velesilama, kjer je med drugim Kitajska zmagala že na področju umetne inteligence. To je včeraj bil članek v Financial Timesu in verjamem, da se bodo ta razmerja ne bodo eskalirala, oziroma situacija ne bo eskalirala in bo vseeno prevladal posel in razum. Kakšno pa je sicer tvoje mnenje o tem, ne vem, če bi lahko rekla čistka, v tem čiščenju teh ekscesov na Kitajskem, začelo se dejansko s temi IT giganti kitajskimi, ne? Kakšno je tvoje mnenje o tem? Tukaj nekateri mali vlagatelji, kot sem tudi recimo jaz, sem kar utrpela nekaj škode. Jaz, da po eni strani, malo sem razpet, ne, to iskreno, če poskušamo boljše razumeti stvari na Kitajskem in se poglobimo, vidimo, da je moralo priti do tega, kar se je zgodilo. Nenormalno je, da ljudje živijo v sistemu, kjer delajo nekje 10 ur na dan, 6 dni v tednu in na koncu si ne morejo privoščiti niti stanovanja v prestolnici ali pa v večjih mestih, ker potrebujejo 30 do 60 letnih plač, da si lahko privoščijo stanovanje. In mlajša generacija nekako tu ni šla v korak s tem, kar so pričakovala njihova podjetja. In tudi moramo vedeti, da na Kitajskem, čeprav pravimo, da imajo komunistično partijo, ampak ta njihov sistem, kapitalistični sistem, pa podjetniški sistem, je najbolj agresiven, kar jih je, ne, v svetu. Tudi v Ameriki ni tako agresivno, kot je pri njih. In torej sistem bi lahko razpadel, če ne bi prišlo do množičnih uporov, predvsem mlajše generacije, če ne bi njihova komunistična partija ukrepala, ker se zaveda se, da eskalacije bi lahko šle verjetno tako daleč, da bi si druga stran imela roke, ne, da končno se je velika Kitajska zlomila. In to je čisto razumljivo, da so posegli po teh ukrepih, ker gre za eksperiment. Ne moramo povedati, da gre za eksperiment. Sigurno bodo ta podjetja manj konkurenčna, kot so zdaj. Verjetno bodo bolj prijazna do zaposlenih, no sigurno bodo bolj prijazna do zaposlenih. Kaj se bo dogajalo z stroškom delovne sile, to ne vemo. Ampak zanimivo bo opazovati in tudi mislim, da je dobro, zato kar se je zgodilo, je dobro za cel svet, da vsaj malo upočasni Kitajska ta svoj nenormalni tempo, ki dejansko pelje ljudi v izgorelost in tudi verjetno ni življenjski, kot neke vrste, pač ni sistem, v katerem bi si človek želel živeti. Sigurno za podjetnike je zanimiv sistem, lahko tekmujejo s celim svetom, so izredno konkurenčni, ampak zdaj se bo verjetno njihova konkurenčnost precej znižala do zahodnega sveta. In tudi tukaj ne vemo, kako se bo ta eksperiment razvijal, bo zanimivo spremljati. Verjamem pa, da so kitajske te naložbe, ki si jih omenila, Tencent, Alibaba, JD.com, zanimive za dolgi rok in mislim, da tisti, ki bodo na dolgi rok držali ta podjetja, bodo nagrajeni. Zdaj bi marsikateri naš poslušalec vprašal, ali priporočaš investiranje v kitajske tehnološke gigante ali pa saj v investiranje v sklade ETF-e, ki investirajo na Kitajsko? Zdaj, če pogledamo, kakšna nacionalizacija, v kakšnem odstotku bi se naj zgodila, ne? To pomeni, trgi so že diskontirali, ta verjetno več kot 50% se ne bo lastništvo spremenilo, tako da trgi so že to kalkulirali. Mislim, da so finančni trgi dokaj učinkoviti in lahko se kupuje te naložbe, ampak ne več, kot je v primerjalnem indeksu. Jaz se ne bi zdaj izpostavil do nezavesti, ker ne vemo, res gre za eksperiment in noben ne ve, kako se bo to razvilo. Ampak sigurno lahko, če so padle naložbe, lahko zdaj ta delež se nam je tudi znižal, lahko dokupimo brez težav.
No, se v Kitajski smo pripravili kar 2 epizodi, mislim, da smo takrat zelo dober vpogled dobili v delovanje same politike in pa podjetništva. Rekel si, da je izredno agresivno, to je res, družine se vodijo kot podjetje, nam je povedal Matevž Raškovič. Greva zdaj midva na drugo stran, greva na Facebook, mrknil je, cela drama je bila okrog tega, mrknil je Facebook, Instagram, WhatsApp, panika je zavladala po svetu, ampak zdi se mi, ko gledava danes na ta dogodek, ki se je zgodil pred tednom dni, da je to že stara novica, da je že skoraj pozabljena novica. Delnica pa v bistvu drsi počasi navzdol, že vse od septembra, od tistega vrha je že 15% navzdol, 5% je dodal še ta mrk oziroma žvižgačica, ki je v bistvu obtožila recimo temu Facebook, da zasleduje dobiček pred zdravjem, pred varovanjem podatkov, da manipulira z algoritmi in posledično z uporabniki, skratka, cela drama okrog tega. Kaj torej čaka Facebook v prihodnosti? Ali je too big to fail? Ali to nail, kako bi temu rekla? Bodo oblasti poklicale k odgovornosti Facebook? Ja, moram povedati, da te informacije so nekako v Wall Street Journalu prihajale na plan ravno začetku septembra so začele prihajati in tudi ni prvi incident, katerega je Facebook vključen. Že leta 2018 so zbirali podatke o profilih ameriških volivcev, oziroma na Facebooku, in takrat je Facebook bil kaznovan z 5 milijardno kaznijo. Zdaj, kaj se bo zdaj zgodilo? Najverjetneje, in najprej tudi ta mrk, ki se je zgodil, dejansko gre za nič pretresljivega, ne gre, nič posebnega. Nekje manj, ko 0,1% letnih prihodkov jim bo samo izpadlo. To je nekje ocena med 110 do 120 milijonov izpada oglaševalskih prihodkov. Zdaj, mislim, da stvar ni črno-bela. Eni pravijo, da Facebook žal nima zaveznikov v Washingtonu in je zelo sovražen. In verjetno bodo in demokrati in republikanci si želijo, da ga kaznujejo. In to želijo si, da se ta njihova praksa, ker dajo dobiček pred javno dobro, torej pred zdravje ljudi, da se zaostavi, da se nekaj spremeni. In sigurno bo Facebook to prisiljen narediti. In potem se tudi postavlja vprašanje, ali bojo želeli razkosati, ker so preveliki, ker tudi medijem ne dovolijo nekdo, da bi obvladoval toliko in toliko medijev. Facebook jim obvladuje nekje 3 milijarde aktivnih mesečnih uporabnikov ima. Sam pa mislim, da se bo stvar za Facebook lahko izpeljala pa iztekla kar v redu, še posebej, če popravijo to slabo prakso in posledično bojo lahko pridobili določene blagovne znamke, ki do sedaj niso želeli sodelovati na njihovih omrežjih. Tako da dejansko iz tega ta situacija je za njih priložnost. In če bojo to zaznali v tem smislu, potem lahko pričakujemo, čez leto dni delnico precej više, kot je sedaj. Ampak dokler ne bo ta negotovost, torej na kratki rok, dokler ne bo negotovost glede kazni, glede kaj vse jih čaka v prihodnosti razjasnjena, tako dolgo bo verjetno delnica iskala to dno. In zdaj tisti, ki imajo radi njihov poslovni model, mogoče začnejo počasi po delih kupovati, in verjetno več kot pol leta, pa 3/4 leta ne bo trajala ta negotovost, ker v Ameriki se stvari zelo, zelo hitro rešujejo. Mogoče bo prišla kakšna druga kriza ali pa panika, pa bo mogoče vplivala na cel trg, to moramo tudi povedati. Mogoče bi v tem kontekstu omenila še druge IT gigante, ki so mogoče preveliki, da bi propadli, pa mogoče se tukaj vseeno lahko spomnimo, da so v preteklosti giganti že propadali, recimo danes Nokia ni, ne vem, če mladi sploh Nokia poznajo.
Ja, Nokia je na drugem področju, ni več na področju telefonov. Ne? Nokia je bila vodilna kot proizvajalec teh mobilnih telefonov, ampak pač njihov razvoj je šel v napačno smer. Ne? In to se marsikdaj se sprašujemo pri teh gigantih. Ne? Imamo tudi IBM, ne? Big Blue, ki je zaspal pri svojem razvoju oziroma šel v napačno smer. In seveda se lahko to tudi zgodi Appleu, Microsoftu, tudi Googlu, ampak to že težje reče. Ne? Ampak vsa ta podjetja, kaj se dogaja, oziroma kaj zaznavamo v zadnjih 5 letih, a pa mogoče tudi še malo več, da ta vodilna podjetja na področjih, kjer sama niso prisotna, prevzemajo market liderje, jih vključijo v svoj poslovni model in postajajo vedno bolj superiorni. In to je res tekma med recimo 10 največjimi podjetji, ker je tudi Amazon je vključen. Se vidimo, da so prisotni na vseh možnih področjih, od poslovanja v oblaku, oglaševanja, na vseh zanimivih področjih so prisotni. In dejansko ta svoj mrežni efekt, ker imajo ogromno uporabnikov, izkoriščajo sebi v prid in potem tudi res dogajajo se nore stvari, ki si ne bi niti mogli misliti v preteklosti, da bo prišlo do česa takšnega, kot je sedaj. In jaz dvomim, da bo Microsoft čez 10 let slabši, kot je zdaj. Ne? Lahko, da bo pa še precej močnejši. Zdaj, če bi se vprašali, da so ta podjetja prevelika, ne? Da jih je treba razkosati, jaz mislim, da ta podjetja dokaj dobro sodelujejo z regulatorji in se tudi zavedajo teh svojih potencialnih problemov in zato niso arogantni, ne? Tako kot mogoče Facebook in si tega ne bodo dovolili, da se kaj takšnega zgodi. No. To je pač moje mnenje. Na koncu pa imajo vedno tudi lobiste, ki vemo, da uredijo še tako nemogoče stvari v Ameriki. Očitno to dobre PR-ovce, ki zelo hitro znajo pomesti pod preprogo kakšne stvari. A greva mogoče vsem pogledati zdaj še to IT disrupcijo številnih panog. V uvodu sem omenila HealthTech, FinTech, AgroTech, InsurTech, RealTech, CloudTech in ne vem, kakšne teke imamo vse živo, tudi vesoljska tehnologija. V zadnje čase pogosto videvamo Williama Shatnerja, ki ga večina pozna iz vloge legendarnega kapetana Kirka iz Star Trekov, ki se pripravlja na let v vesolje. Omenila sva že umetno inteligenco, robotizacija, genetika in vse živo. Zdi se, da se precej dogaja na tem področju, pa me zanima, kateri so megatrendi, ki jih ti vidiš v recimo naslednjih 10-15 letih? Zdaj, mogoče bi se tudi dotaknil teh ključnih klasičnih megatrendov, pa potem gremo do teh, ki so v IT-ju. Tudi ta PwC, PricewaterhouseCoopers je ugotovil, da imamo 5 ključnih megatrendov. Med temi so prenos globalne ekonomske moči in demografske spremembe, pospešek pri urbanizaciji in porast pomena informacijske tehnologije in tudi klimatske spremembe in omejenost naravnih virov. Med temi megatrendi na IT področju pa recimo socialni mediji, spletna prodaja, poslovanje v oblaku, umetna inteligenca, samovozeči avtomobili, fintech, kriptovalute, informacijska varnost in lahko bi še naštevali ogromno področje. Tu bi pa rad omenil eno stvar, da pri teh večina teh startupov, ki delujejo kot disruptorji, njih podpirajo pač privatni investitorji in ki so običajno neki vrste institucionalci, bodisi hedge skladi, in pridejo zelo poceni do svojih deležev. In exit imajo običajno ti institucionalci bodisi preko spekov, preko teh inovativnih inštrumentov ali pa IPO-ja na borzi, klasičnega IPO-ja. In vseeno moramo biti previdni, ko pride do kakšnih IPO-jev, da ne bomo
da ne bomo mi kupovali od teh institucionalcev in boljše je počakati nekaj četrtletij, čeprav je sigurno mamljivo vstopiti v takšne naložbe, ampak ti institucionalci bodo sigurno prodajali. Posebej potrebno pa je poudariti tudi to, da moramo iti v naložbe, ki imajo robustne poslovne modele in so market leaderji na svojih področjih. In zdaj, če se dotaknem vsake od teh na kratko, glede umetne inteligence in strojnega učenja, za katere tu se sprašujemo, kaj je COVID prinesel. COVID je tukaj prinesel pospešek pri uporabi, ampak še vedno so po anketah, ko so anketirali podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco, je 43% podjetij povedalo, da so pospešili uporabo umetne inteligence in samo 21% pa jih je uporabilo umetno inteligenco za celotno poslovanje, kar je res zanimivo, da še vedno podjetja so dokaj konzervativna pri tem, da bi umetno inteligenco v večji meri uporabljala. In precej pa jih uporabljalo za posamezen ločen namen, kar je nekako tudi racionalno. Saj ne moremo takoj vsega zaupati umetni inteligenci. In tukaj so tudi kar dokaj visoki stroški razvoja te umetne inteligence, ampak verjetno bojo prihranki na dolgi rok bojo zelo, zelo visoki. In zdaj, če nas nekaj podjetij je, ki tukaj poslujejo, ampak so tudi, oziroma nekaj javnih podjetij, ki bi lahko, za kar lahko pogledajo naši poslušalci. Ena izmed njih je tudi Nvidia, ki ne posluje samo na tem segmentu, ampak je vseeno zanimivo, da pač pogledajo to naložbo. Potem druga je Darktrace, oziroma Nvidia ponuja svoj hyperscaler za infrastrukturo, za rast umetne inteligence. Potem imamo tukaj še Darktrace, ki kotira na simbol je Dark, kotira na londonski borzi. Je tudi ponudnik umetne inteligence za podjetja in tudi je pionir umetne inteligence in področja strojnega učenja. Potem pa imamo še ameriško podjetje CrowdStrike, simbol je CRVD, ki je tudi ponudnik kibernetične varnosti in svojo infrastrukturo pač ima v oblaku. Tudi ena izmed zanimivih naložb. Potem pa imamo še zadnja, pa je recimo Sentinel, ki se ukvarja z temi avtonomnimi kibernetsko varnost platformami. Simbol je SUS. Tu so mogoče najbolj v tem segmentu so najbolj takšni izraziti pure play, drugače pa pri recimo cloud teh težko je določiti posamično podjetje, mogoče PATHUS, PATHUS je simbol, ki oni imajo platformo, preko katere se end-to-end userji avtomatsko pač srečujejo na tem področju. Potem pred kratkim smo imeli IPO Confluenta, CFLTUS je simbol. Oni pač poslujejo na področju data infrastructure. Tudi si lahko vlagatelj pogleda, ampak tu bi pač bil raje, kot bi kupoval ta podjetja, ki so prišla na borzo, bi se odločil za ta večja podjetja, ki pač rastejo tudi na teh področjih. Pri virtualni resničnosti, ki ima ogromen potencial, in tudi to je ena izmed verjetno novih revolucij, bo v naslednjih letih, tudi nimamo nekega čistega igralca, mogoče Unity je tisti, ki je
ta čisti pure play, drugače imamo tu Google, Apple, Microsoft, Facebook, Snapchat in ostali. Ne. In zdaj pa, kar se tiče fintecha, pa fintech je tisti, ne, kjer se banke držijo za glavo, ne, ki banke prisiljuje, da so dosti hitrejše, in tudi te tradicionalne finančne posrednike. In tu gre pač za pravo revolucijo in težko je vse to omeniti, ampak spet, ne, tu so prisotni Google, Square, Visa, od teh, ki pa so čisti igralci, pa imamo na londonski borzi je simbol Wise, na newyorški borzi Western Union, ki ga tudi vsi poznamo. Vse to pri tem fintechu se mogoče kasneje, ko bo prišla tema, ko bo prišla na te kriptovalute, lahko omeniva te DeFi, pa yield farming, ki verjetno res povzročajo ogromne glavobole lahko finančni industriji. In tudi ne nazadnje tudi samim varčevalcem, če niso dovolj trezni in disciplinirani. Tu imamo tudi health-tech bodi si za samega uporabnika, bodi si za podjetja. Predvsem tu gre, najlažje si predstavljati, da gre za pač rast na tem področju izhaja iz tehnoloških inovacij in tudi razvoja mobilnih naprav, pa tudi samih aplikacij in tudi to pa ravno poganja umetna inteligenca, pa ta internet stvari, ne, Internet of Things. Potem imamo tudi recimo ta AgTech, ne, Agriculture Tech, pač to je dokaj enostavno povedati, da vse, kar pripomore k višjemu donosu na kvadratni meter ali hektar, ne, kar prinese k večjemu zdravju rastlin, večje odpornosti rastlin, tudi višjih hranilnih vrednosti njihovih plodov ali pa samih rastlin. Ne. In tu je eno podjetje, ki je zanimivo, Zimmergen, simbol je ZYUS. To pač naj pogledajo oziroma poslušalci, mogoče se jim bo zdelo zanimivo. Je pač ukvarja se pač sintetično biologijo in uporablja se pač na področju agribiznisa. Njihovi produkti se uporabljajo na področju agribiznisa in verjetno ima visok potencial. Potem tudi imamo tole informacijsko varnost, ker vsi pač poznamo, ne, kaj se tukaj dogaja, ampak zanimivo je, da je informacijska varnost je v predvsem letošnjem letu dosega 20% rast prihodkov, ne, in vedno več podjetij se zaveda, da in posameznikov, da brez tega ne bo šlo. Ne. In tudi do leta 2024 bo ta rast po nekih ocenah znašala slabih 17%. To je zanimiva naložba, je Darktrace, ki kotira na londonski borzi in ponuja umetno inteligenco podjetjem. Njega smo ga tudi že omenili. Ne? In še eno podjetje, katero smo tudi omenili, je Sentinel, ki tudi ponuja te avtonomne kibernetske platforme za kibernetsko varnost. In zdaj, kar pa se tiče te mobilnosti, ne, ki pa je tudi ena takih dokaj enostavnih rešitev za, bi rekli, za čisto energijo, kar pa v resnici ni. Ne. Smo videli danes, da čista energija pač trenutno ne more rešiti te energetske krize in tu so se pač odločevalci oziroma krivda je na strani politikov, ki niso dovolj skrbno načrtovali, da vseeno moraš imeti stabilne vire, ki ti omogočajo poceni električno energijo ves čas, za tisto vrhnjo porabo, potrošnjo pa imaš obnovljive vire oziroma vire, ki niso toliko stabilni, ampak to se mogoče dotakneva kasneje. In tu pri mobilnosti pa vidimo pač Tesla je tisti vseeno vodilno podjetje pri proizvodnji električnih avtomobilov, trenutno še. Najverjetneje se
bo njihov konkurenčni položaj bo zelo ogrožen strani klasičnih proizvajalcev avtomobilov in ta njihova prednost prvega proizvajalca električnih avtomobilov bo počasi oziroma bo dokaj hitro izvenela. To pričakujem v naslednjih nekaj letih, da bodo ti klasični avtomobilisti postali vladarji tudi na področju proizvodnje električnih avtomobilov. In tukaj bi rad opozoril, da imamo ogromno podjetij na področju električnih avtomobilov, pa tudi tovornjakov, katerih upravljanje in poslovni modeli so izredno vprašljivi in se jih ne bi dotikal nikoli. Ne. In tudi videl sem, recimo Nikola, videl sem ta intervju z njihovim predsednikom uprave in pač izgleda zelo, zelo čudno in tudi še nekaj drugih stvari. In res teh naložb bi se izogibal nadaleč. To so bile super prilike za short, ko vidiš, da dejansko je tisti hype je zajel tudi institucionalne vlagatelje in so sami proizvajalci tovornjakov so investirali, oziroma tovornih vozil so investirali v ta podjetja in se pač za njih ni nekako izteklo najboljše, ker dejansko poslovni model ni dovolj trden. A lahko mogoče omeniš, katere so konkretno te delnice, da se bojo poslušalci izogibali, če slučajno naletijo na kakšno tako zgodbo? Mislim, da je ta Nikola se spomnim po imenu, potem pa so še 2-3, ki pa sta res zelo, zelo vprašljivi. Moral bi pobrskati, pa ti sporočim. Ne. Pa bomo objavili potem v opisu epizode. Tukaj pa imamo pa še eno podjetje, ki pa je kar zanimivo podjetje. To Simple, ne, TSP, si je simbol, TSPOS, ki razvija tehnologijo, ne, za avtonomne, za samovozeče tovornjake. Ne. In tudi tiste podjetja, ki sem jim prej rekel, da imajo pač težave, med njimi Nikola, imajo tudi težave s SEK-om. SEK jih preiskuje in zelo podrobno. Se pravi, ATVP, v bistvu, Agencija za trg vrednostnih papirjev. A lahko mogoče poveš, katera avtomobilist resno ogroža Teslo na tem prestolu električnih avtomobilov? Ja, mislim, da večina nemških avtomobilistov, ki tudi vejo, da pač oni so imeli vsi ti klasični avtomobilisti težavo, da z električnimi vozili ogrozijo svoj model na vozilih z motorji z notranjim izgorevanjem. Ampak so prišli do točke, ker več ne morejo čakati in tudi tehnološko so ti avtomobili že zdaj boljši od Teslinih. Tako da ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi kupci BMW-ev, Mercedesov, Volkswagenov, Audijev zamenjevali svojih avtomobilov z notranjim izgorevanjem za električne in ne bodo kupovali Teslinih. In tudi uporabniška izkušnja kolegov, ki so imeli te avtomobile, so bili zelo razočarani in pravijo pač, da si ne zaslužijo tega denarja, za koliko prodajajo svoje avtomobile. To zna vplivati potem tudi na delnico, ne? Absolutno. Absolutno. Tako da tukaj ne vidiš ti, recimo Katie Wood full stavi na recimo Teslo, ne? Ti tukaj ne vidiš, mislim, tudi Tesla konec, če pogledamo, kako služi zdaj danes denar, ne bi rekel, da prej služi za investicijo v Bitcoin, kot pa samo proizvodnjo električnih avtomobilov. Ja, res je, no, treba je priznati, da Elon Musk je vizionar, je naredil super zgodbo zase, tudi za njegove investitorje, ampak potem bo prišla tudi neka streznitev realnost, ne, ko se sooči s konkurenco, ki bo verjetno, ki ima že zdaj boljše električne avtomobile, kot ima Tesla, in zato ne vem, kako bo lahko na dolgi rok premagali to klasično konkurenco. In Katie Wood pravi med drugim, da delnice več ne bojo nikoli padle, ne? Da gre Bitcoin, ne vem kam, že na 500,000 in take. Jaz tega ne govorim, da to ni res, ne? Ampak sigurno vse se je pa giblje v ciklih, ne? In tudi
vemo, da se rodimo, živimo, umremo, imamo letne čase, imamo konjunkturo, recesijo in to je neizogibno. Ne? In tudi centralne banke ne morejo preprečiti teh ciklov. Pač lahko malo podaljšajo, ne? Ampak preprečijo pa težko. Za tiste, ki ne vejo, kdo je Katie Woods, to je prva dama aktivno upravljenega sklada oziroma družbe, ki ima te sklade ARK Invest. A greva mogoče omeniti še Uber v tem kontekstu prevoznikov? Kakšno je tvoje mnenje o Uberju in podobnih aplikacijah, ki so seveda na borzi? Ja, sigurno Uber išče svoj prostor tukaj in Uber ima zanimiv poslovni model in tudi verjamem, da na srednji rok, na srednji in tudi dolgi rok bo zanimivo, ne? Poslovanje in po moje bo tudi vedno več ljudi bo uporabljalo njihove aplikacije, tudi s tem, ko milenici bojo vedno bolj pridobivali na vlogi, se bo tudi navade ljudi spreminjale, tudi zdaj, če pogledamo primerjavo s tem, kako so pametni telefoni zamenjali naše osebne računalnike, kar si pred 10 leti tega nismo mogli niti malo razlagati. Ne. In tudi v večjih mestih se že zdaj precej ljudi nima svojih avtomobilov, ne. Raje uporabljajo javni prevoz in to je Uber je dobro dopolnilo tega in mislim, da strukturno se dobro umešča v našo prihodnost, ki je čez 5 do 10 let. Ja, statusni simbol pri mladih ni več avtomobil, ampak pametni telefon. A greva mogoče sam pogledati, ta panoga me je tudi blazno zanimiva, sploh, ko se je začela korona, se je zgodila tudi ta eksplozija ponudnikov, ki dostavljajo hrano, in tudi druge stvari, ne samo hrano, zdaj že vse živo dostavljajo, v enem dnevu ti dostavijo iz trgovine neke tehnološke gadžete, tudi če jih naročiš, ne. Skratka, tukaj tudi Uber je recimo močen z Uber Eatsom, nekaj časa se je špekuliralo, da bo tudi Uber prišel v Slovenijo, ampak zdaj so te govorice malo potihnile. V Ameriki imamo potem tukaj še DoorDash, potem imamo še Just Eat, Deliveroo, skratka, dogaja se res eksplozija teh ponudnikov. Kakšno pa tvoje mnenje o tem? Mislim, da so ta podjetja precej pomagala v lockdownih in takrat so tudi videli, kaj lahko vse, kaj potrošnik vse potrebuje in mislim, da je dobro, da obstajajo storitve, ki potrošniku olajšajo življenje in tudi tiste, ki bojo dejansko mu olajšajo, bojo preživeli in se še naprej razvijale in nadgrajevale. Kar dejansko gre za neke vrste evolucijo. Tudi človek se razvija ves čas in pozdravljam ta trend. Ja, tle v Ljubljani moram reči, da zelo smo odvisni postali od vseh teh dostavljalcev raznih hrane in podobno. Mogoče bi še eno zadevo v sklopu teh tehnoloških firm, ki jih je mogoče korona najbolj prizadela, bi se zdaj dotaknila in sicer tukaj prej si omenjal IPO-je, pa kako ni smiselno takoj, ko se zgodi prva izdaja delnic, takoj v isti dan ali pa naslednji dan iti v nakupe, a ne. Recimo tukaj mi je takoj padel na pamet Airbnb, ki je v bistvu v prvem dnevu kotacije, v bistvu mislim, da je delnica poskočila za 100%, če se ne motim, ne. Pa me zanima, in tudi ravno včeraj sem brala članek o Airbnb-u, ker mu analitiki napovedujejo eksplozijo, češ da se spreminjajo navade ljudi in da bodo vse bolj posegali po tovrstnih nastanitvah, pa me zanima recimo še tvoje mnenje glede tega. Ja, glede Airbnb ali glede nasplošno? Glede Airbnb, lahko mogoče, če želiš, lahko dodavati tudi druge panoge, ki so bile najbolj prizadete, recimo letalska panoga, recimo Raškovič je v epizodi, ko smo govorili o Kitajski, je omenjal, da je investiral denar v novozelandske in avstralske letalske prevoznike, češ da ne bodo propadali, tako kot je Adria, ker pač otok je odvisen od teh letalskih povezav. Pa me se zanima recimo to mnenje nasplošno. Ja, okrevanje, sigurno lahko pričakujemo enkrat okrevanje z normalizacijo razmer ali pa, ja, jaz pričakujem, no pač, da tale virus oziroma bo izvenel, upajmo do pomladi in
s tem bo se tudi življenje vrnilo v normalo. In tudi, kar pomeni, da vsa ta industrija, ki je bila najbolj prizadeta, se bo takrat pobrala. Ampak mislim, da to finančni trgi so že všteli v cene noter. Zato sigurno je dokaj tvegana stava na odboj teh ciklikov in to si lahko privoščijo izkušeni vlagatelji, tisti, ki lahko sprejmejo precej tveganja in imajo res armiran želodec. Nekaj podobnega, kot velja z temi, ki investirajo v kriptosvet, če so tisti pravi. Ne. Za ostale ne vem, če je to smiselno, ker gre bolj za neke vrste kazino. Mislim, da ni bolj za šport, ne, če že investiraš neki manjši znesek, ne pa večjih zneskov, pa odstotno, ne, glede na tvoj portfelj. Pa greva kar na kripto, ne? To moramo tudi obdelati. Ne? Tukaj se dogajajo eksperimenti in v bistvu inovacije se razvijajo s praktično svetlobno hitrostjo, čeprav večina teh inovacij še vedno živi recimo v tem mehurčku, se pravi znotraj kripto panoge in ne toliko v recimo resničnem življenju. Ampak vseeno imamo pa tudi na borzi kar nekaj podjetij, ki prihajajo iz kripto sveta, recimo kriptomenjalnica Coinbase, pa recimo Robinhood je delno, ki seveda tudi omogoča investiranje na kriptotrge. Potem imamo tudi podjetja, ki investirajo v kriptovalute, omenila sva že Tesla, potem je tukaj zelo močen tudi MicroStrategy. Pa me zanima tvoje mnenje, kaj se ti misliš o teh tovrstnih naložbah, da nekako naredimo obvod od recimo kriptotrga, če ne želimo investirati na kriptotrg, ampak želimo biti del tega po drugi poti, bolj uradni. Kriptotrg je res v polnem nekem razcvetu. Imeli smo v preteklosti, mislim, da že 3 te bikovske cikle in vsak se je končal z nekje 85% padcem, 85% padcem Bitcoina. Kar pomeni, da zdaj ne vem, ali bo drugače, ne, dostikrat slišimo tokrat bo drugače. Ne. To povem samo zato, da so ljudje previdni, da ne vložijo vsega v te naložbe, da se sigurno izjemno zaslužiti. Med drugim pa vemo, da so druge valute so pa padle še dosti bolj, nekatere tudi 95% od vrha. Ne. Zdaj imamo tudi ta val adopcije kriptovalut se pospešuje, ne? In tudi smo v tem bikovskem trendu, ki traja, da lahko rečemo od tega halvinga, ki se je maja lani zgodil, mogoče nekaj mesecev po njem, so pričeli institucionalci prvič tak v zgodovini res prihajati na ta trg, vstopati, kupovati. Ne. To so tudi imena, ki so kar renominirana imena v upravljanju premoženja. Mene je najbolj fasciniralo ime upravljavca, ki imajo več ali manj fizike, matematike, IT-jevce zaposlene in se imenuje Rentek. Če delaš na Wall Streetu, če si kadarkoli dela na Wall Streetu, tam nisi zaželen, ne, teh ljudi ne marajo in njih pa tudi Wall Street ne mara, ker imajo nadpoprečne donose. In oni so tudi se precej izpostavili v tem, že lani, maja, junija. In tudi precej vsake toliko časa pride neko novo zveneče ime in tudi Cathie Woods, ki je nekako ki pomaga malim vlagateljem, ne, da okusijo te trge, kar pomeni, da vedno več institucionalcev prihaja in najverjetneje ti padci v tem ciklu ne bodo tako ekstremni. No. To jaz pričakujem, ker institucionalci se bodo obnašali verjetno bolj racionalno, ne bodo prodajali v dno, ampak bodo verjetno še dokupovali in s tem nekako ta padec, to prepad ali to brezno, da dali
neke varovalne mreže, ne, da ljudje vsaj skočijo v tisto mrežo, ne na trdi beton. Ne. Kar pa ne pomeni, da paci ne bojo lahko 50% ali pa več. Ne. In to kot uvod, ne, ampak zdaj pa kar se tiče borz, imamo te centralne borze, CEX ali pa decentralizirane DEX-e, in prihaja vedno nove iščejo svoj prostor znotraj določenega ekosistema in konkurenca je dokaj močna. In ameriške banke so šele pričele ponudati svoje storitve svojim najpremožnejšim strankam, kaj šele strankam, ki niso najpremožnejše. To pomeni, da smo vseeno v nekem začetku in tista glavna veselica nas najverjetneje še čaka. Tako večina jih pričakuje. Upam, da ne bo se to končalo pač v solzah, ker vemo, ko so vsi na isti strani, se ne konča dobro. Ne? A te lahko sem zmotim, a sem te prav razumela, banke, ki upravljajo individualno premoženje, večjim strankam priporočajo investiranje v kriptovalute? Ja, do 5%, ja. Do 5%. Pa ne vse, ampak oni dokler pač nimajo servisa, da ponudejo storitev strankam, pač tega ne priporočajo. In ko imajo, potem začnejo. Ne? In ja, predvsem gre tu za Bitcoin, mogoče delno Ethereum, ampak to so tiste glavne naložbe. In tu je kar nekaj pozitivnih presenečenj, lahko še pričakujemo na tem segmentu, kot mi prijatelji govorijo, ki so precej blizu na tej sceni. Zdaj pa, da bi se dotaknil ene naložbe, ki je zanimiva, ker lahko z vidika, da vložimo na tradicionalne finančne trge, smo pa prisotni participiramo pa na učinkih, ki jih prinaša kriptotrg. Gre za to kriptomenjalnico Coinbase, ki je ona bo najboljša reputacija, pa njihova blagovna znamka je najvišje kotira v Ameriki trenutno, ne? In verjetno bo eden izmed zmagovalcev, ne? Ampak ima pa tudi ostro konkurenco, ki je mogoče boljša kot so sami, ne? To je ta FTX borza, ki verjetno je boljša, no? So boljši in imajo boljši ekosistem, in institucionalci imajo boljši servis ponujajo. Ampak pustimo to, ne kotirajo na borzi, Coinbase kotira in Coinbase-ovo poslovanje bo seveda celoti odvisno od cikla na kriptotrgu. Ne. In zdaj, da povem iskreno, nažalost nima nekih, pa nobenih konkurenčnih prednosti, razen da je locirano v Ameriki. Ne. In tudi verjetno bo njihov konkurenčni položaj pač ostal stabilen, in tudi zelo verjetno bo precej borz v Ameriki napadalo njihov položaj, ne, in se bo tržni delež se bo sigurno zniževal, ampak trg bo pa rasel hitreje, kot pa se bo njim tržni delež zniževal. Ne. To pomeni, da bo vseeno precej profitirali. In tudi, kot smo rekli, ne zaradi njihovega dobrega imena, pa tudi, ker imajo tak zelo, zelo dober compliance za regulatorja in tudi track record imajo super, in tudi so kot skrbnik, imajo te skrbniške storitve, lahko zaračunavajo višje provizije kot konkurenca. In to kljub izredno konkurenčnemu okolju. Kako dolgo ne bojo lahko to delali, tega ne vemo. Bomo videli, kakšna je elastičnost strank. In oni pač delujejo kot skrbnik in kot borza. Ne? In tudi ponujajo še zraven posojila na podlagi zavarovanja v kriptovalutah, tudi kriptodebitno kartico in tudi podporo blockchain infrastrukturi in tudi podatkovno analizo. Ampak to pač stvar je taka, ne, da večina prihodkov prihaja iz kriptoborznih provizij in to pomeni, da so zelo korelirani z velikostjo kriptotrga. In to, zdaj, če izpostavim dobre stvari, smo rekli, vodilni ZDA in tudi dobro ime imajo, in tudi moram poudariti, da so najboljši pri tem, ko umeščajo na borzo nove žetone, in to pomeni, da s tem še povečujejo izpostavljenost do rasti tega trga.
in tudi imajo pa tudi možnost, da rastejo na globalnem trgu, ko bodo dobili dovoljenja pač tujih regulatorjev, kar pomeni, da bojo lahko ogrozili položaj Binance kot vodilne borze na svetu, kriptoborze, ki pa je regulatorji po svetu nekako ne marajo, ne. Mogoče, ker je lastnik Kitajec in veliko jurisdikcij je že dalo skoraj na črno listo, ne. V Ameriki dejansko Američani ne morejo uporabljati teh servisov in tudi iz Anglije ne morejo več nakazovati. Dejansko je, kot da je Coinbase na svojo stran dobil zahodni svet, ki lobira za njih in proti Binance, kar je zelo pozitivno za Coinbase in ostale zahodno usmerjene borze. Negativna stvar pa je ta, ne, da lahko pričakujemo visoko volatilnost prihodkov Coinbase, ker so vseeno zgodovinsko so bili ti cikli zelo nihajni, ne. In takrat so bile obdobja nizkih cen in obdobje nizkih cen pa je značilno, da so prometi zelo, zelo nizki na kriptoborzah, kar pomeni, da bojo njihovi prihodki takrat občutno nižji. In tudi moramo omeniti, da večina borz, indeksov ali pa defijev dobijo kaki vdor, ne, kako kraja se jim zgodi. Ne. In tisti, ki še niso bili na vrsti, bojo najverjetneje enkrat prišli na vrsto. Zaenkrat Coinbase marje na mi, ne, da niso imeli še nobenega takega vdora, nobene kraje, ampak vse je enkrat prvič, ne, in žal. Ne. Ja, to smo videli. To smo dejansko videli, da nekateri hekerji v bistvu hočejo samo dokazati, da se to da, ne. To smo pred kratkim videli, mislim, da je kakšen mesec, 2 nazaj, ne vem, ko je en heker zhekal, ne vem točno, katero kriptoborzo. Ja, tudi ti defi imajo precej bolečine s tem in zdaj, če ne vrnejo, običajno ne vrnejo, lahko tudi konkurenca. In to mislim, da obdobje tega nekega obdobje prijaznosti na kriptotrgu do leta 2017, potem pa je prišlo precej ljudi na ta trg, ki je videlo, da lahko zelo enostavno poberejo denar ljudem, takrat preko teh ICO-jev leta 2017. In mislim, da se precej takih neetičnih, nemoralnih stvari se je dogajalo to je pač razlika med tem tradicionalnim finančnim svetom in tem kriptosvetom, ker pri kriptosvetu lahko neomejen znesek zbirajo za določen projekt, ki v resnici ne rabi mogoče več kot 100,000 pa milijon dolarjev za svoj razvoj, pa zagon in delovanje za 3 leta. Ampak ljudje bojo vseeno zbrali raje 100 milijonov kot 1 milijon. V tem tradicionalnem svetu, tradicionalnih financ, bi se težko, kaj taki eksces težko zgodil. In to je pač stvar etike in morale, ne, teh ljudi, ki poslujejo v kriptosvetu. In žal je precej takih, ki bi radi samo pobrali denar od naivnih vlagateljev, ne bi pa prinesli uporabnega produkta, storitve, ki bi izboljšala pa olajšala življenje ljudem. Ja, kako pa ti vidiš recimo razvoj finančne panoge čez recimo, čez 20 let, ne? Zdaj se dogaja to, da se pač poskuša nekako izriniti vse te posrednike, banke, zavarovalnice, se pravi peer-to-peer, ne, da bi se začel dogajati oziroma prihaja v ospredju, tudi po zaslugi kripta, ne? Ja, sigurno je super, da se lahko ljudje pa uporabniki direktno srečajo na določeni platformi, ki jim ponuja izredno nizke stroške posredovanja in tudi zadovoljivo pravno varnost. In mislim, da to je prihodnost. Ni drugega za dodati. No. In tudi kar pa se tiče finančnih posrednikov, sigurno se bodo morali precej prilagoditi novim razmeram, ogromno bodo morali vlagati v fintech, tudi v uporabniško storitev, kvaliteto uporabniške storitve, tako da ja, to je neizogibne so spremembe in te spremembe so edina stalnica, samo to lahko rečem. Ja, mogoče bi tukaj v tem kontekstu omenila še nemško banko N26, pa omenila recimo še Revolut. Valuacije teh dveh neobank
so dobesedno eksplodirale. N26 je v sredi zaključevanja nove runde financiranja v višini 700 milijonov evrov, pri čemer ne bi se vrednotenje pospelo na 8 milijard evrov, torej 2,kratnik vrednotenja pred letom dni. Revolut je še bolj obsupljiv. Ob julijski rundi so dobili 800 milijonov dolarjev, vrednoteni so na 33 milijard dolarjev, kar je 6-kratnik vrednotenja izpred leta prej. Se pravi, imamo nore valuacije. Tudi Slovenci precej uporabljajo N26 in Revolut. Revolut mimogrede omogoča tudi nakup kriptovalut in delnic, N26 pa je zdaj to tudi napovedala. Kaj zdaj to pomeni? Koga zdaj disruptirajo? Banke in menjalnice in borzne posrednike? Ja, dejansko vse. Ne? Vse? Ja, te vrednotenja sama kažejo, ne, kaj trg misli o tem, kakšna je prihodnost teh podjetij. Ja, sigurno, ti tradicionalni finančni posredniki, ki se niso prilagodili, bojo izgubili. Ne, in milenici, težko, da bodo uporabljali te tradicionalne finančne posrednike, razen če jih bojo pritegnili s čim posebnim. Ne, ampak potrebno je razumeti filozofijo milenicev in tisti, ki to razume, tisti bo imel ob sebi. Ne, in to pa vprašanje, če so tradicionalni finančni ponudniki tega sposobni. Žal. Ja, to bo zelo zanimivo opazovati. No, moram priznati, da bo zelo zanimivo obdobje za te klasične banke. Tako da se veselimo spremljanja vsega skupaj, ne, razvoja. A greva midva kar naprej, greva pogledati še malo v to našo kristalno kuglo in me zanima, katere naložbe bi dal na vrh privlačnosti za obdobje 5 let, pa če lahko izpostaviš recimo top 5. Ja, jaz bi tako Microsoft je sigurno naložba, ki bi jo želel imeti. In zakaj bi želel imeti Microsoft? Microsoft je dejansko prisoten na vseh segmentih. Mi ga poznamo po njegovem operacijskem sistemu Windows, potem imaš ogromno teh, dejansko nudi podporo poslovnim uporabnikom in tudi fizičnim osebam. Ne. Imajo torej Microsoft Office, Office 365 in ogromno raznih storitev. Imajo inteligentni oblak, ne. Imajo tudi ta personal computing. V glavnem, jaz ne vem, če Microsoft vse nima, oziroma kar je potrebno za podjetja in posameznika, in dobro razumejo to, da moraš ponuditi stranki storitve, ki jih uporablja, še posebej pa je super, če je lahko to na naročniškem modelu, ne več na kup licence. In preko to je ravno glavna njihova zgodba o uspehu. Tako kot smo mislili mogoče pred časom, pred 5-6 leti, da poslovanje v cloudu, ne, da bo v oblaku, da bo samo določeni tisti čisti ponudniki tukaj prisotni, ampak se je pokazalo, da ne, da so vsi veliki so šli tudi v ta segment in ponudijo svojim strankam. In tu je v glavnem Microsoft glede svojega konkurenčnega položaja, mislim, da se ne bo spremenilo v naslednjih 5, tudi 10 letih in ne bo naredil take napake, kot je naredila Nokia. Potem tudi podobno, verjamem tudi, da je Adobe, ne, je malo bolj ozko usmerjeno podjetje, ampak tudi verjamem, da za naslednjih 5 do 10 let bo to podjetje zanimiva naložba in ne bomo rabili spremljati nič kaj, oziroma sploh ne te naložbe. Ne. In pač ta digitalna vsebina, ne, oziroma digitalizacija je tisto, kjer so oni zadeli terno, ali pa zadeli na loteriji in naročniški model. Ne. In to je ta megatrend digitalizacije, ki jim prinaša vedno to neverjetno rast, in potem pa še tudi tak creative cloud storitev. In ob naročniškem modelu je to tisti zmagovalni poslovni model. Potem je še ena naložba, ki je zanimiva iz področja polprevodnikov.
Meni je recimo ljubši ta analog devices, ker je na področju analognih polprevodnikov vodilno podjetje na svetu in umeščen pa je na vseh področjih oziroma z različnimi industrijami zelo dobro sodeluje. Tudi medicinski segment je izredno močen. Izredno močen je tudi segment avtomatizacije proizvodnje, zelo močen je segment robotizacije in tu verjamem, da naslednjih 5 let se bo to povpraševanje samo še poviševalo in glede na to, da ni ta trg izredno fragmentiran, bo analog devices lahko tu zelo dobro monetiziral svoje izrazite konkurenčne prednosti. Potem bi še pač omenil tudi PayPal, kot lahko bi tudi rekli Square, ali PayPal ali Square, ne bi bilo neke bistvene razlike, pač ponudnik elektronskih plačil, in pač PayPal je malo širše kot Square umeščen, ker pač ponuja tudi tem tradicionalnim trgovcem svoje storitve. In verjamem, da bo ta segment spletnih plačil in mobilnih plačil tudi prihodnje še naraščal. Tudi imamo ta megatrend od gotovine k plastiki, kjer participirata Visa in Mastercard, ampak ti, ki pa imajo to, kar ponuja PayPal, pa ima še večji pospešek kot pa prej omenjeno. In potem za zadnje, pa bi lahko omenim ServiceNow, ki je pač eno izmed najzanimivejših podjetij v IT segmentu. Pač tu gre za to, da je pač to podjetje eno najbolj inovativnih na svetu in tudi primer, da lahko tudi, če si njihov ustanovitelj je bil star preko 50 let, ko je začel z tem podjemom. In področja pa oziroma njihovo področje pa je, da ponujajo storitev v oblaku iz področja ITSM, in to je IT Service Management. In to pomeni, da omogočajo zaposlenim v tistih podjetjih, ki najamejo njihovo storitev, da lahko z lahkoto urejajo za svoje potrebe vse, kar rabijo iz IT področja, in tudi znotraj drugih segmentov, kot je customer service, ali pa human resources, ali pa varnostno področje. In cilj pa je avtomatizacija in digitalizacija vseh teh aktivnosti. In najbolj zanimivo je to, da njihove stranke, večina strank jih ne zapusti, torej 98% imajo retention rate, torej pomeni, da se vračajo stranke, predvsem zaradi visokih stroškov zamenjave. Imajo nekje okoli 30% stopnjo rast prihodkov in tudi prihodnje bo ta rast nekako ostala na tej ravni, mogoče se bo malo upočasnjevala in jaz tu mislim, da to podjetje bo vseeno zelo, zelo dobro za naš portfelj, verjetno se bo profitna marža še poviševala s tem, ko bo postalo vedno bolj zrelo. Ne nazadnje pa moram tudi omeniti Amazon, ki je nek ta vladar spletnih trgovin in vsega, kar človek potrebuje. In ja, lahko bo se zgodilo, da tile, ki dostavljajo elektroniko oziroma vse možne stvari na dom, da ga bojo ogrozili, ampak dvomim pa, da bojo imeli takšen nabor produktov in storitev, kot jih ima Amazon, in Amazon ima zaradi tega izrazit mrežni učinek, ki ga nobeno drugo podjetje na področju spletne trgovine nima, mogoče Mercado Libre, da omenimo, to je pač južnoameriški Amazon, ima enak poslovni model kot Amazon. Super, odlično. Mogoče tukaj šla dodava, da preden vsak posameznik investira v katerokoli naložbo, da pač mora narediti domačo nalogo in mora tudi se vprašati, ali mu to vse skupaj paše v njegov portfelj, pa mora pač paziti, da se mu naložbe ne podvajajo, če ima recimo kakšne sklade, pa da bi potem še to ekstra dokupoval. Absolutno.
A greva zdaj, mogoče panoge. Prej si na začetku si omenil, da se ti zdi itak IT panoga ena izmed tistih, ki bo v prihodnjih letih med vodilnimi. Katero panogo še vidiš med najbolj zanimivimi? Okay. Na kratek rok bi kljub tem visokim preteklim donosom je sektor energije zanimiv, ker ta energetska kriza dobiva vedno nove aspekte, spoznavamo in vidimo, da se stvari ne bojo 1, 2, 3 se ne bojo rešile in zato so pač krivi politiki, ki so stabilne vire energije in ki niti niso toliko umazani, so jih prepovedali ali pa omejili njihov razvoj. Zato mislim, da nekje 12 do 18 mesecev je sektor energetike lahko zanimiv. In tu bodi si posamične naložbe, bodi si pa tudi cene posameznih surovin, nafta, plin, elektrika, premog. Ampak moram povedati, da tu lahko pričakujemo visoko nihajnost in tudi gre za izredno kratkoročno naravnan neki naložbeni horizont. Srednjeročno, dolgoročno naravnan naložbeni horizont, pa sigurno je IT sektor. Vse te stvari, ki smo jih prej omenjali, sprememba navad potrošnika, sprememba navad podjetij, inovacije in ta tehnološki razvoj bo kreira naša prihodnost. In verjamem, da bo sektor informacijske tehnologije in tudi ta podjetja, ki so določene dvoživke, kot je Amazon, Facebook, Google in tudi razni spletni trgovci, bodo precej pridobili še v naslednjih 5 do 10 letih. Mogoče, če se lahko stava še pri inflaciji, kakšno je tvoje mnenje? Tukaj so zdaj mnenja deljena, da gre očitno za malo dlje trajajočo zadevo, da ne bo tako prehodna, kot je bilo sprva mišljeno. Ja, tudi jaz sem mislil najprej na začetku, da bo to nek kratkoročni efekt, ne? Ampak zdaj, ko pa imamo to, mislim, da bo predvsej bo odvisno od, oziroma prišlo je do nekega spleta, da je več dejavnikov vpliva hkrati, ne? Imeli smo lockdown in potem zaprtje podjetij, zaprtje javnega življenja in naenkrat odprtje in visoko povpraševanje po teh produktih in motnje v dobavnih verigah. Normalno, se težko tudi proizvodnja se težko prilagodi in zato je potreben čas, da se prilagodi, verjetno 1 leto in se bojo razmere umirile. Samo vidimo pa, da recimo pristanišče v Los Angelesu, ne vem, če si sledila, da se število ladij, ki čaka pred pristaniščem, se veča, ne? In kapacitete pristanišča v Los Angelesu se niso poviševali dovolj hitro, koliko se povišuje pretovor. In to so te stvari, ne, kar bo potrebno celotno infrastrukturo ustrezno prilagoditi in takrat bojo tudi verjetno te dobavne verige se čisto normalizirale. Ne. Zdaj pa bomo pač imeli določena ozka grla. In zdaj, koliko časa bo trajalo, ne vemo. Ne. Jaz mislim, dokler se ne bojo razmere na energetskih trgih normalizirali, bomo imeli delno povišano inflacijo. In ko se bo te razmere normalizirali, se bo tudi inflacija vrnila nazaj k neki normalni oziroma podnormalno, še posebej, če ne bomo imeli globalne rasti na tisti ravni pred korona krizo. Ne. In zdaj vidimo, da Kitajska, neka nova normalna rast, če bo 5%, bo v redu. Ne. In pač jaz nekako ne verjamem v to dolgoročno inflacijo, ker vseeno verjamem, da bo ta povišana produktivnost in tehnološki razvoj pa globalna konkurenca ne bojo dovolili, da se cene občutno povišajo.
Ja, zdaj bo marsikdo rekel, ja, da čutijo že, posamezniki čutijo na svojih žepih. Ne. Tudi zdaj smo videli, da bojo povišali se elektrika, pa zemeljski plin in to bojo vse čutili, videli na položnicah. Ne. Tako da nekako se mi zdi, da ljudje vseeno malo dvomijo v to kratkoročno obdobje povišane inflacije. Ja, sigurno, če te konkretno po žepu ne udari. Sreči naši ponudniki električne energije so imeli pač dolgoročne pogodbe, oziroma običajno ti kupiš za 1 leto naprej, kupuješ elektriko in kupuješ po tistih, zdaj imamo še normalne cene in potem se bo pa z zamikom bomo dobili više položnice. Pri plinu domnevam, da je podobno. Moramo pa vedeti, zakaj, če tu malo osvetlimo, zakaj je prišlo do te rasti cen. Pač vemo, da smo imeli pospešek, želeli smo, da se zgodi pospešek pri prehodu k obnovljivim virom. In ravno zaradi tega pa smo imeli je ta dobavna veriga energentov postala vedno bolj krhka. In tudi v naslednjih teh desetletjih lahko pričakujemo vedno več takih dogodkov, kot je ta zdajšnji, ko imamo eskalacijo cen energentov, ker dejstvo pa je, da povpraševanje po fosilnih gorivih bo ostalo močno, ne? Na drugi strani pa bo ponudba dokaj negotova, ne? Tistih trajnih virov, iz obnovljivih virov. In zdaj, pozitivna stvar, oziroma pozitiven dogodek v zadnjih dnevih je ta, da je Evropska unija dovolila svojim članicam, da uvrstijo jedrsko energijo bodisi med čisto, bodisi med umazano energijo. Ne? In vemo, da je jedrska energija pa je en izmed najcenejših virov, ampak je res da je dražji, malenkost dražji od sončne ali pa vetrne, ampak sončna in vetrna pa niste stabilni in je ne moremo 24 ur na dan dobavljati. Ne. To pomeni, da sončno in vetrno lahko shranimo, imamo pa stroške shranjevanja energije in potem tudi prenosa energije, kar je določen hendikep teh virov, alternativnih virov. In zdaj upajmo, ne, da se bojo politiki nekako spametovali in dokler ne bojo obnovljivi viri dovolj stabilni, da bodo dovolili, da se odprejo jedrske elektrarne tam, kjer so jih zapirali. Ne. Tu predvsem velja za Nemčija in Belgija sta v leta 2011 zaprli svoje jedrske elektrarne po tistem incidentu v Fukushimi in tudi Švica, ne. Italija, Španija so nehali z graditvijo novih reaktorjev. Ne. In tudi to je dejansko razlog za kaos, ne, pri cenah električne energije v Evropi. In to je pač žal, ne. Žal so politiki precejkrat dokaj neracionalni, ne, in kaže se tukaj na tem trgu električne energije. Potem pa moramo tudi vedeti, kaj pa se je na Kitajski, kakšna zgodba pa se je tam zgodila. Ne. Oni so tudi omejili proizvodnjo iz premoga leta 2012, poraba pa se jim je poviševala. Res je, da so največ jedrskih reaktorjev zgradili, imajo 4,9% električne energije proizvedejo iz jedrske energije, ampak tisti presežek povpraševanja, ki prihaja zaradi njihove gospodarske rasti, pa bi morali obnovljivi viri nadomestiti, kar pa je nemogoče. Ne? Nemogoče. In tudi ogromno so povišali število hidroelektrarn, ampak ne uspejo dohajati tega razkoraka, ne, med povpraševanjem, novim povpraševanjem in tem, kar lahko dobavljajo. In potem tudi zgodilo se je na Kitajski, da Kitajska je središče svetovne proizvodnje, ne, in ravno ob močnem okrevanju gospodarstva v svetu po teh lockdownih so kitajska podjetja dobila ogromno naročil, nenormalno novih naročil. Ne. In predvsem na tistih področjih, ki so energetsko intenzivna.
In to je pač močno povečalo porabo električne energije na Kitajskem in še zaostrilo razmere na njihovem trgu. Ne? In zato izklopi elektrike za gospodinjstvo. In potem so še take politične odločitve, kot je bila odločitev, da ne bodo uvažali avstralskega premoga, zaradi tega, ker pač se je Avstralija pridružila zahtevi, da se razišče, kje je ta virus COVID pobegnil. Ne? In pred tednom niso preklicali to odločitev, ker so videli, da ne morejo dobiti dovolj premoga od strani drugih dobaviteljev, iz Indonezije, Malezije, in zdaj spet uvažajo iz Avstralije. Ne? In tudi lahko omenimo, da kot naložbene priložnosti slučajno BHP, Rio, Anglo American, ki imajo vsi v svojem portfelju dokaj velik segment premoga. Čistih teh podjetij, ki se ukvarjajo z izkopom premoga, ne bi nekako menjal. Ta podjetja so dokaj depresivna bila, vse od leta 2011 so jih delničarji kaznovali, oziroma vsi skupaj kaznovali regulatorji zaradi teh izpuhov. Delničarji, ki so rekli, da morajo se razdolžiti, da ne smejo več vlagati v dodatne širitev kapacitet. Podobno se je dogajalo tudi z družbami na področju oil and gas, ne, in s tem, ko so bile cene zelo nizke, so rekli delničarji, precej podjetij je propadlo ali pa so bila zelo zadolžena in so potem se lastniki lahko odločali, kaj bojo naredili. Ali bodo prosti denarni tok usmerili v odplačilo dolga, pospešeno odplačilo dolga, ali pa zniževali dolg. In ker je prihodnost bila dokaj nejasna, so se odločili večinoma za zniževanje dolga in skoraj nič niso investirali v nove raziskave, novih zalog zemeljskega plina ali pa nafte. In to je pač ta perfektni scenarij za to, da so cene plina recimo iz $2, zdaj je 35 na Japonskem, in Američani veselo prodajajo, ti proizvajalci shale gasa veselo prodajajo plin po celem svetu in dosegajo ekstremne marže, kar pa ne bo trajalo v nedogled. Sigurno razmere se bodo uravnovesile in tudi dodatna ponudba bo prišla na trg in nekako lahko pričakujemo, da se bodo cene približale spet normalnim. A greva mogoče res na kratko še pokomentirati postopno zviševanje obrestnih mer? Kot vemo, imamo trenutno izredno nizke oziroma negativne obrestne mere. Centralne banke so že napovedale, da bodo zmanjšale odkupovanje obveznic. Kako zelo so občutljive IT delnice na dvig obrestnih mer? Ja, to je dejansko glavna trenda, sta se zgodila v tem zadnjih 18 mesecih na teh growth delnicah, ko so omenjali, ko so se inflacijska pričakovanja glede zahtevanih donosnosti obrestnih mer povišala, takrat so pa te delnice doživele korekcijo, bi rekli nek zdrav popravek. Negativna korelacija, višanje obrestnih mer, padec cen delnic IT sektorja. Ampak to gre pač za to kratkoročno prilagoditev. Na dolgi rok in na srednji rok so poslovni rezultati tisti, ki premikajo cene delnic, in zato me nekako ne skrbi srednjeročno in dolgoročno za ta podjetja. No, evo, a greva za konec, za veliki finale, greva se še dotakniti malo Slovenije. Ne morava omenjati IT podjetja in se ne dotakniti Slovenije. Veliko se dogaja, predvsem na področju malih in srednje velikih podjetij, ampak lahko rečemo, da v zadnjih letih nekako v Sloveniji niso nastajali neke velike uspešnice, IT uspešnice oziroma giganti, recimo tako kot na Hrvaškem Infobip, ne, pa recimo avstrijska Bitpanda, oba sta samoroga. Mogoče pri sosedih lahko še omenimo družbo Rimac, ki velja za hrvaško Teslo. Pri nas recimo konkretno smo imeli Outfit 7, pa še ta ni šel na borzo. Omenja se Bitstamp, da bo šel na borzo.
Sicer sedež je v Luksemburgu, ustanovila sta ga 2 Slovenca, ampak danes to ni več v slovenski lasti. Tako da nora vrednotenja so na kriptoborz na svetu, tako da mogoče je tukaj tudi ena taka priložnost, verjetno. Mogoče bi tukaj lahko, evo, to sem tudi najdla, lahko bi tudi omenila oglaševalsko spletno oglaševanje oziroma platformo za spletno oglaševanje Outbrain, ki je od poletja letos uvrščena na ameriško borzo Nasdaq. Ta Outbrain je prevzel slovensko podjetje Zemanto. Podobno od septembra na borzi Nasdaq kotira tudi Sportradar, tehnološka platforma za podatke na področju športa in infrastrukture za športne stave, ki je pred časom prevzela tudi družbo Klika. Zanima me, a mogoče vidiš le v Sloveniji kakšnega samoroga? Ne, žal ne vidim trenutno, ne, ampak sem pa optimističen, da glede na to, da imamo sedaj globalni trg in da so Slovenci dokaj inovativni ljudje in dokaj podjetni, in če bo nekako ta klima bolj naklonjena podjetništvu in spodbujala podjetništvo že pri mladih, v srednjih šolah, na faksih, sem prepričan, da bomo recimo čez 5 do 10 let lahko imeli kar nekaj teh samorogov iz Slovenije. In tudi glede na to, da je življenje v Sloveniji dokaj prijetno, če imaš stanovanje in službo s stabilnim dohodkom, mislim, da bi to bilo lahko dobro okolje in še posebej, če bi se oblast zgledovala po mestu Dunaj, kjer zagotavlja stanovanjsko politiko mladim družinam, ali pa po Nizozemski, ker mislim, da to je tista ključna stvar, da mladi ostanejo v Sloveniji, da ne grejo v tujino. Če bi imeli stanovanjski problem rešen, bi jih precej ostalo tukaj v Sloveniji. Ja, ravno ta teden bom dobila preliminarne podatke monitoringa nepremičninskega trga. Nazadnje ob polletju smo imeli že cene krepko čez 3200 evrov za kvadratni meter v Ljubljani. Cene rastejo, kot rečeno, bom kmalu tudi objavila, kakšne so cene v 3. četrtletju 2021 in prepričana sem, da še vedno cene rastejo, tako da dogaja se kar precej tudi na nepremičninskem trgu. Aleš, najlepša hvala za super debato. Želim ti še veliko uspeha pri upravljanju premoženja in upam, da se bova še kdaj kaj slišala, podebatirala o IT panogi, mogoče še kakšni drugi panogi. Velja, z veseljem. Hvala za povabilo. Evo, omenjali smo kar nekaj tikarjev, te tikarje bomo tudi objavili v opisu te epizode. Vprašanja pošljite na marja@businessspace.com. Še enkrat bi vas rada opozorila, da preden investirate v katerokoli naložbo, opravite domačo nalogo. To je najbolj pomembna stvar pred samo investicijo. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!